sem si rekel, da je zima priložnost za odkrivanje Posavskega hribovja, ki ga praktično ne poznam. Izbral sem 3 najlepše razglednike, za začetek lažjo, krajšo turo na Mrzlico, ki pravijo tudi Knapovski ali Savinjski Triglav, saj imam s sosednjima Homičem in za vrhom pravzaprav 3 vrhove. Z avtoceste sem zapeljal pri Šempetru, nato pa čez Prebold na prelaz Podmajam, kjer je izhodišče za turo pri Lovskem domu. Na pol poti do vrha tale lep razgled proti Peci na desni strani in Kamniško-Savinjskim Alpam na levi. Pomladno-zimski vzpon na Mrzlico, 1122 metrov, 3 km 400 višincev, približno ura in 15 minut, malo bolj strmuje samo zadnjih 10 minut, ko so potrebne v zimskem času tudi derezice. Razgledi od Kuma na jugu pa do Pece na severu, severna pobočja pomladi poznajo zelenijo, morda jih tudi zato rečejo Mrzlica. Tik pod vrhom pa je tudi planinski dom, odprt tudi po zimi. Tole so Trbovlje ob Savi, kar pomeni, da grem na najvišji vrh Posavskega hribovja na Kum. Če mu že pravijo Zasavski Triglav, potem je prav, da grem iz doline. Parkiral sem pri železniški postaji in ne iz enega od više ležečih izhodišč, da bo več višinskih metrov, skoraj 1000, čez Čebulovo dolino. Šele ko greš peš po pobočju doline reke Save, vidiš, kako globoko je urezala, vsaj 45 minut vzpona, zdaj pa že debela ura po Čebulovi dolini, pa vrha Kuma sploh še ne vidim. fantastičen razgled s Kuma z 1220
metrov, vse do Julice v Kamniško-Savinjskih Alp, do Pece, do Mrzlice. 1220 metrov je visok, 3 ure sem potreboval za vzpon, 970 višincev, 8 kilometrov. Samo na začetku je nekoliko strmeje, nato pa se vzpenja precej zložno. Dobra ideja za turo, kaj ne? Stisnite en like in glejte naprej. Če sem bil že na kralju Posavskega hribovja, na Kumo grem pa še na kraljico, na Listco, tule nad Sevnico. Če bi šel iz vasi Cirje, bi bil na vrhu že v dobre pol ure, zato grem iz Brega po Jurkovi poti, 6 km za vzpon, 700 višinskih metrov. Čeprav nima niti 1000 metrov, 948 pa Listca ponuja lepe razglede, od Gorjancev do Kuma in naprej proti Alpam, tudi strmina je kar ta prava. 1,5 ure sem potreboval za vzpon. Kar nekaj je listja, kot bi bila še jesen, po drugi strani pa tudi teloh, kot bi bila že pomlad, pa smo sredi zime. Je pa res, da v angleščini telohu rečejo božična roža, v nemščini pa snežna roža. Listca je sicer najbolj znana po vremenski postaji. Znano podjetje Sevnice pa je prav tako dobilo ime po tem vrhu v Posavskem hribovju. Če so vam te ideje za vzpone v tem delu Slovenije prišle prav, stisnite like in gumb, naroči se, da posnamem še kakšen podoben video.